Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Aleš Hojs, spoštovani veleposlanik Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji, vaša ekscelenca Joseph Musumeli, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj, spoštovani gospod državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, gospod Peter Stavanja, spoštovani namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadir dr. Andrej Osterman, cenjene ekscelence vojaške atašeji, visoki predstavniki Slovenske vojske, dragi obiskovalci. Lep dober dan. V letošnjem letu smo se lotili posebej zanimive in v javnosti praktično nepoznane teme, to je vojaške pomoči Združenih držav Amerike Jugoslaviji v 50. letih 20. stoletja. Jugoslavija je namreč po sporu s Sovjetsko zvezo leta 1948 v hudi vojaški in gospodarski krizi iskala pomoč na Zahodu in jo nekoliko presenetljivo, kljub temu, da je šlo za državo s komunističnim režimom, tudi dobila. Vojaška pomoč, s katero naj bi se Jugoslavija obranila morebitne intervencije z vzhoda, je bila neverjetno velika in je omogočila preoborožitev cele armade. Jugoslavija je dobila velikansko količino strelnega orožja, več kot 900 tankov, več 100 samohodnih topov, več 100 letal, ladje, ogromno streliva in opreme. Po mnenju zgodovinarjev je ta donacija Sovjetsko zvezo odvrnila od intervencije in s tem pomembno vplivala na zgodovino tega prostora. Donacija orožja, prejeta od kapitalistične, imperialistične velesile, je pri jugoslovanskem političnem vodstvu zbujala nekakšno nelagodje in nikoli ni bila obešana na veliki zvon. S ponovno naslonitvijo na Sovjetsko zvezo leta 1957 pa se je vedenje o vojaški pomoči sploh zelo hitro izgubilo. Ideja za postavitev razstave se je rodila zaradi začudenja mnogih obiskovalcev parka vojaške zgodovine ob dejstvu, da je v zapuščini jugoslovanske ljudske armade tolikšno število ameriških vozil in tolikšne količine ameriške vojaške opreme. Zdaj pa k besedi vabim župana občine Pivka, gospoda Roberta Smrdelja. Prosim. Ohranjanje zgodovinskega spomina je pomembno in častivredno poslanstvo. V uvodu v slavo Vojvodine Krajinske je polihistor Janez Vajkard Valvazor zapisal: Ako je pošten rodoljub, dolžan časti svoje domovine v vseh potrebnih primerih kri in življenje, ji je dolžan v prav nič manjši meri služiti s peresom, da v svetu pri vsaki priložnosti zaslovi. V občini Pivka smo si tako za svoje poslanstvo zadali ohranjanje spomina na slovensko vojaško zgodovino. Še več, v tem vidimo celo svojo razvojno priložnost. Zdaj, že zares tradicionalni festival vojaške zgodovine je zato postal najbolj prepoznaven turistični dogodek v naši lokalni skupnosti. Veleposlaništvu Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji in vam, ekscelenca osebno, se zahvaljujem, da ste sprejeli idejo ekipe Parka vojaške zgodovine in podprli postavitev te razstave in s tem tudi naš festival. Prepričan sem, da ste sredstva dobro naložili in da bodo že tako dobri odnosi med Združenimi državami in našo državo po tej razstavi še za spoznanje boljši. Prijateljski odnosi med ameriškim ljudstvom in Slovenci še nekoliko toplejši. Ameriška vojaška pomoč, tema te razstave in te slovesnosti je le ena od stičnih točk, ki povezuje Slovence in Američane. Ena najmočnejših vezi je vsekakor slovensko izseljevanje, bodi si iz ekonomskih ali pa političnih razlogov, ki je daleč na ono stran oceana. Med vojaškimi stiki velja omeniti obilno pomoč zahodnih zaveznikov slovenskim partizanom. Z osamosvojitvijo Slovenije so stiki prerasli v pristno in plodno sodelovanje dveh držav, Republike Slovenije in Združenih držav Amerike. Počaščeni smo, da se je današnje slovesnosti udeležil tudi veleposlanik Združenih držav Amerike. Vaša ekscelenca, vabim vas k nagovoru. Dober dan. Thank you for inviting me here today. Mr. Minister, Mr. Mayor, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor to be here with you today at the Park of Military History. V parku vojaške zgodovine, kjer bo dobesedno kamen vklesanih več kot 50 let ameriško-slovenskega prijateljstva.
Povsod, kamor sem se odpravil, me je pričakala zvrhana mera prijaznosti, ki nisem doživel nikjer drugje v zahodnji Evropi, razen v Veliki Britaniji. Jugoslovanji so mi kar naprej poudarjali, kako hvaležni so za pomoč, ki smo jim nudili v boju z nacisti, kar me je zmedlo, saj je bila druga svetovna vojna za Američane leta 1973 davna preteklost. Za Jugoslovanje pa je bilo kot včeraj. In vendar so tudi drugi govorili, kako smo ostali prijatelji po drugi svetovni vojni, čeprav njeni smo bili zavezniki. Nekateri so celo šepetali v nevarnosti, ki jo predstavlja Sovjetska zveza in v nujnosti močnejše povezave med Jugoslavijo in Zahodom. Resnično je bila edina težava, ki sem jo imel v Jugoslaviji, želja slehernega najstnika, da bi odkupil moje modre kavbojke, in to za vsako ceno. Vseeno pa me niti med samim potovanjem po Jugoslaviji, niti po njem, ni nihče ozavestil o vojaški zvezi, ki je zrasla iz spora med Titom in Stalinom in v času hladne vojne. Tako bi danes govoril o treh ključnih medsebojno povezanih dejstvih o ameriško-slovenskem partnerstvu, ki ga tu proslavljamo, o manj znanih podrobnostih tega sodelovanja, razlogih zanj in o njegovi dediščini danes. Premalo nas, tako v Ameriki kot po Sloveniji, pozna dejstva našega povojnega partnerstva. Njegova dolga in globoka zgodovina je precej starejša od druge svetovne vojne. Po sporu med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo leta 1948 sile Sovjetske zveze in ostalih satelitskih držav resno ogrožali Jugoslavijo. Uspešen preboj bi Sovjetske zveze zagotovil dostop do Jadranskega morja in ogrozil tako Italijo kot preostalo Zahodno Evropo. Ob takšnem političnem ozadju so se ZDA odločile poslati v Jugoslavijo precejšnjo vojaško pomoč. Tako so med letoma 1951 in 1957 Jugoslaviji prispevali kar skoraj 800 milijonov dolarjev ali 6,4 milijarde dolarjev v današnji vrednosti in sicer v obliki vojaške pomoči. Številke prejete opreme še vedno jemljajo vsako. Več kot 400 vojaških letal, od tega 210 reaktivnih letal, za katere mnogi trdijo, da so bila ključni dejavnik, zakaj Stalin ni napadel v Jugoslaviji. 599 tankov Sherman, 319 tankov Patton, ki so takrat predstavljali najsodobnejše tanke na svetu, 399 lovcev na tanke in 10,000 tovornjakov in še precej več. Is it surprising that the US offered Yugoslavia such enormous aid? I don't Je think so. presenetljivo, da so ZDA ponudile Jugoslaviji tolikšno pomoč. Niti ne. Res je, da je veliko Američanov v Jugoslaviji videlo le še eno komunistično državo, a modrejši politiki so razumeli ključno razliko med mirno, vas usmerjeno Jugoslavijo ter hegemonistično Sovjetsko zvezo. Our military assistance served the interests of both our nations, and motives on both sides were complicated. Naša vojaška pomoč je služila interesom obeh držav. Motivi na obeh straneh so bili zapleteni, motivacije pa tako praktične kot idealistične narave. Motivi, predvsem vladni, niso nikoli čisti ali enostavni. Sam vidim najmanj 3 dozdevne razloge za ameriško pomoč. Prvič, pomagala je zoper razširjanje razpoloženja proti Zahodu in proti Ameriki znotraj same Jugoslavije. Tako kot je marsikdo v Washingtonu razmišljal, ali je pametno pomagati kateremukoli komunističnemu. Tako tudi v Jugoslaviji nekaterim že od samega začetka ni bilo prijetno sprijeti tolikšne pomoči strani kapitalistične države. Vseeno pa so bili mnogi hvaležni, so znali ceniti pomoč v času, ko je bila neodvisnost Jugoslavije ogrožena strani Sovjetske zveze. Second, and let's be honest about this, Drugič, prav je in bodimo pošteni, da se gleda na ameriške motive za vojaško pomoč z nekaj cinizma. Vsekakor je moralo biti pri tem vsaj nekaj hladnega preračunavanja, saj je ohranjanje svobodne Jugoslavije služilo ameriškim interesom. Naša enačba je bila zelo preprosta. Vsaka zmaga za Sovjetsko zvezo je poraz za nas. But it would be false
to think that our motivations Bilo pa were bi napačno merely pragmatic misliti, and da je bila selfish, naša though certainly motivacija they were popolnoma that too. pragmatična in Combined sebična. with this real Poleg politic realno objective of političnega countering the cilja Soviet nasprotovanja Union, there was a third Sovjetski reason for zvezi je assistance, obstajal še an tretji razlog za idealistic vojaško desire pomoč. to help a Tako smaller idealistična country želja po to pomoči ensure manjši that državi country's z namenom independence ohranitve as something samostojnosti good kot in nekaj and of dobrega itself, samega po sebi, and a kot sincere tudi hope odkriti up, that our da bi assistance naša might help pomoč moderate naredila the jugoslovanski Yugoslav komunistični communist režim regime. zmernejši. Nonetheless, as has already been mentioned, after the Soviet-Yugoslav reconciliation, Vseeno pa je jugoslovansko vodstvo julija 1957 po obnovitvi jugoslovansko-sovjetskih zvez prekinilo z ameriško vojaško pomočjo. Odkrito povedano, naša pomoč je za jugoslovansko vodstvo postala neprijetna resnica. Bila je bolje zastavljeno in vedenje o njej je skozi leta utonilo v pozabu. Do danes v tem muzeju. That discomfort on the part of the former communist regime is understandable. There were probably a few in Washington who were also not completely comfortable with the arrangement. But today, both our countries should look back on this period and celebrate. Yes, to some extent, this U.S. military relationship tarnishes Yugoslavia's mythic image. Res je, da je ameriška pomoč zamajala mitično podobo Jugoslavije kot pravi voditeljice gibanja neuvrščenih in da, v določene mere tudi podobo ZDA kot utrdbe svobode zoper vse oblike totalitarizma, pa naj bo levičarski ali desničarski. Najbolj pa to zgodovinsko obdobje kaže pravo vrednost naših bilateralnih odnosov ter večjo in globljo resnico v tem, da imata naša dva naroda veliko več skupnega, kot smo mislili do zdaj in da so se naše vrednote skozi čas neizmerno zbližale. So I would like to end by offering thanks to those who conceived Tako bi and rad developed zaključil this svoj museum govor zahvalil display, vsem tistim, ki so preserving the sodelovali truth in so and oblikovali to rediscovering a muzejsko lost razstavo. epoch of history Ohranjati is resnico admirable and in helpful. ponovno najti The izgubljeno good thing, zgodovinsko and I obdobje, guess the bad je thing tako about občudovanja history vredno kot is koristno. that the more you Dobra understand in mislim, da it, the obenem more tudi slaba stran complicated it zgodovine je, becomes. da več kot Nothing is razumeš, truly bolj black and zapleteno white. postane vse There is skupaj. always nuance and Nič ni subtlety to zgolj belo ali history. črno, That zgodovina is a good pozna vse lesson for odtenke, all tudi of us to learn najfinejše. and remember. Naj ne bo When vsem we to refuse to see the ko complexities zavračamo of vso history kompleksno and the zgodovino complexity človeškega of human delovanja, motivations, samim sebi in we do svojim državam ourselves and our delamo countries a medvedjo great uslugo. disservice. Seveda je vedno Of course, lažje it's zgodovino always gledati iz easier to ponastavljenega view history in stališča, simplistic vedno terms, misliti, da smo morali, to da always smo see what we ravnali did prav as the in right naši thing, nasprotniki and popolnoma that those on narobe. the other side Vendar were je takšen completely in the pogled wrong. na življenje in But zgodovino that is a nezrel. child's view of Zmoremo life tudi and bolje. history. Vemo, We kaj know se je better. zgodilo med drugo We svetovno know that vojno, what kaj happened v during povojnem World War času II in kaj and what happened in the v času post-World War hladne II vojne. period Celo to, and kar what se happened dogaja during the danes, Cold War bi potrebovalo and even zrelejše what is analize. happening today Tisti, ki deserves ustrajajo more pri mature svojem analysis. spogledem stališču glede Those who cling zgodovine, to their tako na own levici narrow kot view of na the past, desnici, niso nič boljši od both on the tistih, left ki and on the poskušajo right, zanikati are zgodovino no v better celoti. than those who try to deny the past entirely. To conclude, let me just say how proud and honored we are that we are able to give a little contribution to this exhibit here. This exhibition gives us greater confidence about the future of our partnership, a partnership that will strengthen and deepen in the years to come. Voila. Thank you. Našemu vabilu se je z veseljem odzval tudi minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Aleš Hojs, ki ga vabim k slavnostnemu nagovoru ob otvoritvi razstave. Spoštovani veleposlanik Združenih držav Amerike v Sloveniji, ekscelenca Jozef Musumeli, spoštovani župan, gospod Smrdelj, spoštovani visoki častniki, vojaki, spoštovani atašeji prijateljskih držav, spoštovani gostje, predvsem pa seveda spoštovani obiskovalci. Odprtje današnje razstave ni pomembno samo za park vojaške zgodovine. Pomembno je tudi za našo zgodovino. Pomembno je zato, ker z odprtjem današnje razstave odgrinjamo del zgodovine, ki je bila mnoga leta zakrita. Kako je mogoče, da cela generacija nas po vojno rojenih državljanov Republike Slovenije o tej pomoči nismo vedeli nič? Kako je mogoče, da po 20 letih samostojne Slovenije
tudi naši otroci v tej pomoči ne vedo nič. Če so se jugoslovanski častniki, vojaki in še kdo leta 1945 naslonili na Rusijo, šolani, z izobraževanji, s tem, da so predstavniki Rdeče armade hodili v Jugoslavijo, je še kako pomembno, da vemo, kaj je v tistih letih, o katerih je govoril gospod veleposlanik, naredila za nas Amerika. Ne samo v tistih letih, spoštovani, naši otroci ne vedo niti tega, kdo se je leta 1944 izkrcal v Normandiji. Niti tega ne vedo, koliko ameriških vojakov je padlo za to, da danes živimo v svobodni Evropi. In prav je, z razstavo, kot je danes, z odstiranjem zgodovine, postavljamo stvari na prava mesta. O številkah je govoril nekaj že direktor. O številkah v denarju je veliko povedal gospod veleposlanik. O tistih številkah, ki so neznane, ki so reševale življenja z neposredno pomočjo v hrani in drugih artiklih, ki jih je potrebovalo preprosto ljudstvo, ni povedal nihče nič. Vejo pa za njih vsi tisti, ki so za to preživeli. 3 točke je izpostavil veleposlanik. Torej, pomoč Združenih držav, ne glede na to, da je vladala na tem prostoru neka druga ideologija. Zato, ker je, odkrito rečeno, Amerika imela strateški interes na tem ozemlju. To strateško ozemlje imamo še danes. Tega se zavejmo. In ne nazadnje, pomoč za to, da lahko danes s tistim prihodom, s tistim pogledom v zahodno demokracijo, to demokracijo dejansko živimo. Slovenska vojska je v več kot 20 letih navezala izjemno pristne in prijateljske odnose z Združenimi državami. Naši častniki, naši vojaki se šolajo na akademijah ameriških univerz. Skupaj z njimi izvajamo vaje, skupaj se usposabljamo. Z nacionalno gardo Kolorada imamo še posebej tesne odnose in lahko rečem, da je to pomembno za vse, tako za Američane kot za nas. In pri vsem tem je seveda še kako pomembna vloga veleposlanikov, še kako pomembna je vloga ambasad v gostujočih državah. Zato gre iz tega mesta posebna zahvala ekscelenci gospodu Musomeliju, pa ne samo zato, kar prispeva k sodelovanju na vojaškem področju, ampak praktično na vseh. Preteklo soboto sem se udeležil koncerta, ki ga je pripravila ameriška ambasada, ki je pokazala, da ne želi sodelovanja samo na vojaškem področju, ampak na kulturnem, umetniškem, skratka, želi biti prijateljska država. Danes se ameriška vlada sooča z novimi težavami. Ob tej priliki želim izražiti iskreno sožalje ob izgubi veleposlanika, kolega gospoda Musomelija v Libiji in vseh tistih žrtev, ki so padli v zadnjih nemirih. Z tega mesta želim obsoditi vse tiste, ki žalijo verska čustva. Verska čustva, vero je nekaj najglobjega in norčevanje iz verskih čustev je nekaj najbolj zavrženega. Lahko pa z tega mesta rečem, da pričakujem, da bodo vsi tisti, ki bodo v teh dneh mnenjski voditelji, sociologi, s TV ekranov, v časopisih pisali, kako zavržena so ta dejanja napram muslimanom, imeli enake vatle, ko bodo naši kvazi umetniki zažigali križe simbole krščanstva. Spoštovani, veselim se tudi filma, ki ga je pripravila komercialna televizija Pop TV. Mislim, da bo tudi ta prispeval k odstiranju naše zgodovine. Zato vam v tem sončnem popodnevu želim obilo veselja ob razstriranju
naše zgodovine. Hvala lepa.